Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za oddajo iz našega studia. Tokrat imamo v studiu strokovnjaka na področju zavarovanja. Gospod Geza Šanca, lepo pozdravljeni. Dober dan. Ste direktor poslovne enote tukaj v Murski Soboti, zavarovalnice Adriatic Slovenica. Tako. Tako da imate res tudi najboljše podatke o tem, kako poteka poslovanje, tako površinsko gledano. Kako ste zadovoljni z lanskim letom? Ja, lansko leto je bilo tudi za mene prvo leto v zavarovalništvu, ampak Adriatic Slovenica kot zavarovalna družba je lansko leto zaključila z dobrim poslovnim rezultatom. Zbrali smo nekaj čez 300 milijonov evrov premije. Dosežen je bil dobiček v višini 11,9 milijonov evrov, kar je primerjavi s predhodnim letom seveda boljši rezultat in lahko smo zadovoljni z doseženim. Koliko ljudi vam zaupa? Imate mogoče tudi ta podatek? Ja, Adriatic Slovenica ima čez 600 tisoč zavarovancev, kar je lepa številka in lahko tudi to povem, da imamo najvišje število najbolj zadovoljnih zavarovancev v Sloveniji. Kakšni so načrti za letošnje leto? Na polovici nekako smo. Kako ste zadovoljni, sedaj ste v prvo polletje? Prvo polletje se bo kmalu zaključilo. Lahko povem, da zdaj govorim za poslovno enoto Murska Sobota. Poslujemo v skladu z zastavljenim planom oziroma v skladu s pričakovanji. Naša želja seveda je, da bomo letošnji poslovni izid dvignili nad lanskoletnim dosežkom, tako da vse sile usmerjamo v to smer in zaenkrat nam gre vse po načrtih. Z kakšnimi vsebinami pa se predstavljate svojim zavarovancem? Zavarovalnica Adriatic Slovenica je prva zavarovalnica v Sloveniji, ki ponuja vse zavarovalne vrste pod isto streho. Se pravi, smo univerzalna zavarovalnica, kjer ponujamo tako osebna kot tudi premoženjska zavarovanja. Zdaj, glede na dogajanje v družbi, smo lansko leto največ pozornosti usmerili v osebna zavarovanja. Na tem področju smo naredili kar nekaj recimo korakov naprej. Največ fokusa je bilo usmerjeno v to, v razvoj takšnih življenjskih zavarovanj, ki so dejansko pisana posamezniku na kožo, ki si lahko potem tudi to zavarovanje prilagodi optimalno glede na življenjske potrebe, glede na status, glede na recimo tudi dogajanje izven tistega, bom rekel, profesionalnega dela življenja. Zelo veliko poudarka smo dali potem tudi področju pokojninskih varčevanj. No in seveda to ne pomeni, da zanemarimo premoženjski del, ampak na tem delu je bilo največ fokusa. Če ostanemo še malo pri zdravstvu, lani ste torej začeli z centrom zdravja. Kaj to konkretno pomeni? Mogoče res pri številkah, kaj to za zavarovanca pomeni, če se odloči, da se pri vas zavaruje in se vključi v ta sistem? Zdaj, treba je pač malo mogoče širše pogledati. Zdravstveno stanje oziroma področje zdravstva v državi je takšno, kakršno pač je, žal. Skozi to seveda smo nekako razvili produkt, ki ga mi imenujemo specialisti in zdravila. Gre za zavarovanje, ki našim zavarovancem omogoča, da pridejo do specialista v 10 dneh. Se pravi, vemo, da so težave čakalne vrste, dejansko pri tistih zdravstvenih storitvah, ki so najbolj pogoste, ki so potem tudi za posameznika zelo pomembne, da lahko čim prej pride od diagnoze do ustreznega zdravljenja. No in skozi to seveda smo lansko leto odprli lastno ambulanto, ki se nahaja v Ljubljani na Vojkovi ulici. In tam dejansko strankam, našim zavarovancem ponujamo visoko kakovostne zdravstvene storitve. Vendar zdaj ta center zdravja AS je, bom rekel, v enem delu je ta ambulanta, v drugem delu pa imamo itak še zraven asistenčni del, ki je tudi zelo pomemben, ki ga velja izpostaviti. Se pravi, vsi naši zavarovanci, ki pri nas imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko koristijo našo brezplačno telefonsko številko 080 81 10, kjer na drugi strani se oglasi medicinsko osebje, se pravi, to so strokovnjaki prav z zdravstvenega področja in potem strankam svetujejo, kako, kje
najhitreje priti do ustreznega pregleda, ampak v sklopu javnega sistema. Se pravi, če govorimo o tej asistenčni storitvi, potem zavarovanci z sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem lahko tam, ko pač dobijo neko napotnico za specialistični pregled, pokličejo in naše sodelavke jim tam znotraj javnega sistema poiščejo izvajalca, se pravi bolnico ali pa specialista, kjer je najkrajša čakalna vrsta. Vkolikor pa ima stranka sklenjeno še zavarovanje specialisti in zdravila, to pa pomeni, da potem stranko preusmerimo iz javnega sistema v naš zasebni sektor, kjer pa naši specialisti, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, to storitev za stranko opravijo dejansko dosti hitreje. Do specialista tako stranke pridejo že v 10 dneh in na ta način potem bistveno skrajšamo ta čas, ki smo ga prej omenili, se pravi od ugotovitve težave do postavitve diagnoze in potem tudi pričetka zdravljenja. In kaj to pomeni za zavarovanca, koliko mora odšteti za to storitev? Zavarovanje specialisti in zdravila stane 9,22 € na mesec, se pravi gre za zavarovanje, oziroma gre za premijo, ki je za to vrstno zavarovanje najnižje v Sloveniji. Za to premijo stranka dobi 2000 € zavarovalne vsote za specialistične preglede na leto in pa 100 € za pokritje stroškov zdravila na beli recept. Se pravi, to je nekako ta vsebina, ki jo za to premijo lahko stranka dobi. Je pa treba vedeti, da zdaj tehtanje nekega produkta skozi ceno je dokaj težko, ker vsi dobro vemo, ko pridemo do neke zdravstvene težave, vsak ima interes, da čim prej ugotovimo, kaj je problem in da čim prej tudi začnemo z zdravljenjem, da se v tej vmesni fazi čakanja na pregled ali pa tudi na poseg stanje ne poslabša. Po drugi strani pa zelo radi tudi poudarjamo, da oziroma skozi izkušnjo lahko povemo, da tudi čedalje več delodajalcev prepozna prednost v tem zavarovanju, ker odsotnosti zaposlenih zaradi bolniških so dokaj pogoste. In zdaj, če nekdo zaradi neke težave je odsoten pol leta, leto dni ali pa mogoče mesec dni, je velika razlika za delodajalca in potem tudi delodajalci kar v velikem številu že pristopajo k temu, da svojim zaposlenim zagotovijo to zavarovanje in plačujejo premijo in na ta način imajo potem tudi nekako recimo eno dodatno skrb za svoje zaposlene zagotovljeno. Mogoče, če nam še malo poveste kaj več o ambulanti v Ljubljani, tudi Pomurci, če bi bilo potrebno in bi se za to odločili, se lahko oglasijo v ambulanti. Ja, tako je. Se pravi, kot sva rekla, ambulanta se nahaja na lokaciji se pravi na Vojkovi cesti 48. Tam je recimo sedež te ambulante, ampak to zdaj ne pomeni, da če nekdo ima pri nas sklenjeno to zavarovanje, da mora iti obvezno v Ljubljano na pregled. Stranka se lahko v čist praktičen primer bom povedal, se pravi, če stranka dobi od svojega osebnega zdravnika napotnico za specialistični pregled in ve, da v javnem sistemu je čakalna vrsta, ne vem, 3 mesece ali pa kolikokoli, pokliče na brezplačno telefonsko številko 08 81 10 in naša sodelavka tam na drugi strani bo za njega potem že takoj probala najti najhitrejši termin znotraj naše ambulante, kar je, kot sem že prej povedal, se pravi do 10 dni. Lahko še to povem, imamo že nekako podatke za lansko leto glede zadovoljstva strank z Centrom zdravja AS in povprečna doba čakanja na specialistični pregled je 10,9 dni. Se pravi, drži to, kar smo obljubili. Zadovoljstvo je, se pravi 99,9% strank je zelo zadovoljnih z odzivnostjo, strokovnostjo, prijaznostjo, samo storitvijo in v glavnem z celotno izkušnjo. No, kar sem pa hotel povedati, je pa to, da se pravi, ko stranka pokliče na to telefonsko številko, pove, imam to pa to napotnico, tudi lahko pove, jaz pa želim ta pregled opraviti v Pomurju, v Prekmurju, mogoče že pozna kakšnega specialista in potem lahko gre se pravi k temu specialistu, ne rabi iti v Ljubljano. Mi imamo po celi Sloveniji mrežo specialistov, s katerimi sodelujemo, je pa tudi možno pač koristiti storitev pri specialistu, ki ni v naši mreži, ampak v tem primeru potem stranka tam plača storitev in pri nas uveljavlja povračilo tega stroška.
Dobro utečene asistence so potem tudi asistence v svetu avtomobilov. Kako je za to poskrbljeno pri vas? Ja, kot je že bilo prej povedano, mi smo lansko leto kar precej pozornosti namenili asistenčnim storitvam znotraj produktov, ki jih ponujamo. Ko se nam pripeti nezgoda na cesti, je dejansko dober nasvet oziroma asistenca res zlata vredna, ker takrat je pač človek vznemirjen, težave takšne in drugačne in vse je treba nekako rešiti. No, na tem področju imamo zagotovljeno asistenco. Spet imamo na voljo brezplačno telefonsko številko 080 28 28, se pravi stranka, ki je pri nas zavarovana in ima sklenjeno tudi avtomobilsko asistenco, lahko na to številko pokliče in potem, se pravi, na drugi strani, ko se oglasijo, pač mu povejo, kako pa kaj, kdo bo prišel, kdaj bo prišel po avto. Tako imamo že nekako urejeno, se pravi, da se avto direktno odpelje na servis, ki je povezan v našo mrežo teh servisnih delavnic pod imenom Moj servis. Dobi nadomestno vozilo in seveda vozilo dobi nazaj potem v najkrajšem možnem času. Je pa pomembno mogoče izpostaviti tudi to dejstvo, da tudi recimo, če naš zavarovanec ni povzročitelj nesreče, se pravi, da nekdo drug povzroči njemu nesrečo, lahko tudi povzročitelj koristi storitev naše asistence. Se pravi, dobil bo pod enakimi pogoji storitve, kot jih ima tudi potem naš zavarovanec. Skratka, zanimivo. Zanimivo pa tudi to, da imate asistenco stanovanje. Kaj to pomeni? Mi smo ravno pred kratkim predstavili prenovljen produkt Dom-As. Se pravi, pri nas se stanovanjsko zavarovanje imenuje Dom-As, ki smo ga nadgradili z kar nekaj asistenčnimi storitvami, se pravi stanovanjska asistenca. To pomeni dejansko, če se nekomu pač v stanovanju zgodi nekaj nepredvidljivega, se pravi, ali rabi nujno vodovodarja ali pa elektroinštalaterja, kaj povem, razne te obrtniške izvajalce, potem ima možnost tudi poklicati na našo telefonsko številko in mu naš asistenčni servis v najkrajšem možnem času pošlje obrtnika, ki mu reši tisto težavo, tako da ne rabi se on ukvarjati potem z temi zadevami. Glih nedavno od tega nazaj smo dobili eno izkušnjo, ko je v tem božičnem času se je zgodila pač ena podobna situacija pri enem zavarovancu in dejansko so v eni uri prišli obrtniki, pa so mu to zadevo rešili. Sicer je bilo to v Ljubljani, ni bilo pri nas, ampak ne glede na to, zadeva je zanimiva, je seveda priporočljiva, tako da stranke se lahko zanesejo na to. Se stranke zavedajo vsega tega pomena, pridejo spraševati za vse te tri asistence, ki ste rekli, skratka zdravje, avto in dom. Kakšno je povpraševanje? Jaz imam občutek, da je pri nas to še dokaj ena taka tema, s katero se stranke še niso dosti srečevale. V tujini je to že res zelo močno uveljavljeno in so ljudje navajeni, da če se mu karkoli zgodi, takoj kliče zavarovalnico oziroma tam, kjer ima asistenco sklenjeno in se ne ukvarja s tem. Pri nas je to še vedno več ali manj recimo tako, da itak vsak pozna nekega inštalaterja ali pa nekega obrtnika ali pa osebo, ki je univerzalec oziroma ezermešter po domače in pride pomagati, ampak če se enkrat ljudje navadijo na to, oziroma če najprej vedo, da imajo to možnost v sklopu zavarovalne police, da lahko na ta način si tudi rešijo marsikatero težavo, potem je seveda to dobro poudariti. Stranke mi zdaj vztrajno ozaveščamo o tej možnosti in zdaj na našem področju konkretnih številk žal nimam, koliko je bilo koriščenega tega asistenčnega dela, ampak upam, da bo to s časoma postalo malo bolj gosto koriščena storitev. Potem pa za konec mogoče še pokojninsko varčevanje. Veliko se govori o tem, velikokrat se tudi marsikdo pošali, sploh se ne bom včakal pokojnine. Kaj to pomeni? Kako v tem primeru vi pristopite stranki? Ja, pokojninsko varčevanje je zelo pomemben segment. Spomnim se moje prve zaposlitve, ko je tudi naš takratni delodajalec razmišljal o tem, to je bilo že pač 15 let nazaj in takrat se nam je to zdelo tako malo v oblakih,
kaj bo pa to, pa ono. No, in takrat smo se kljub temu odločili, da smo se vključili v to zadevo. In jaz vedno zdaj, ko se s strankami pogovarjam, rečem, takrat je bilo pametno razmišljati o tem, pred 10 leti je bilo pametno narediti, zdaj je pa nujno narediti. Zato, ker vemo, da itak nas mediji bombardirajo vsak dan, kaj se dogaja s pokojninsko blagajno, kakšna je situacija in kakšna bo po nekih predvidevanjih. In dejstvo je, da se bodo državne pokojnine nižale. To se zdaj že v praksi dokazuje, tako da ni več to nekaj na pamet govorjeno. No, Adriatic Slovenica ima seveda potrjen pokojninski načrt. Lahko ponudimo tako kolektivno kot individualno pokojninsko varčevanje. Kolektivno varčevanje je namenjeno za podjetja, se pravi takrat, ko delodajalec plačuje za svoje zaposlene to premijo v pokojninski načrt. Seveda tu je treba vedeti, da maksimalna olajšava v tem delu je 5,84% od bruto plače posameznika. Drugi segment tega pokojninskega varčevanja je potem individualni pokojninski načrt, ki ga lahko sklene vsak posameznik, ki je zaposlen v Sloveniji, se pravi, to je edini pogoj. No in seveda zdaj ljudje smo še vedno premalo ozaveščeni o tej vsebini, ker imamo veliko število ljudi, ki vsako leto dobi, zdaj ko smo dobivali te obvestila od DURS-a, da je treba doplačati dohodnino. Se pravi, tisti, ki plačujejo dohodnino, si jo lahko s tem produktom dejansko znižajo ali pa dosežejo to, da dobijo povračilo dohodnine. In zato je seveda pomembno, da na ta način, če si vplačamo neko vsoto v pokojninski načrt, da si po eni strani znižujemo osnovo za dohodnino, po drugi strani si pa ta denar nalagamo na račun, ki bo se obrastoval do tistega dneva, dokler ne bomo izpolnili pogojev za upokojitev in takrat bomo iz tega dobivali eno dodatno pokojnino, ki bo zelo dragocena, zato ker če upoštevamo dejstvo, da se bodo državne pokojnine še naprej zniževale, nam bo vsak evro še kako prav prišel, ker nihče pa ne želi verjetno v prehodu iz aktivne dobe življenja v pač tisti del, kadar bi morali uživati sadove našega 30 ali pa 40 let dolgega delovnega staža, da bi takrat dejansko moral za polovico ali pa za več kot polovico znižati svoj standard. In na tem področju dejansko je zelo pomembno, da stranke vprašajo, če ne razumejo, kaj to dejansko pomeni. Lahko povem, da smo lansko leto kar veliko kolektivnih pokojninskih načrtov sklenili, letos nadaljujemo s tem tempom, če dalje več tudi zanimanja za individualno pokojnino, ker zdaj v primeru, če delodajalec se odloči za vplačevanje, pa ne koristi maksimalne olajšave, se pravi, da ne izkoristi tega celotnega procenta, ki je možno, si lahko potem posameznik doplača tisto razliko iz neto plače in potem imata dejansko oba korist, tako delodajalec kot tudi zaposleni. Veliko informacij, veliko številk, pa mogoče se da na koncu poveva tisto najbolj pomembno, vaše brezplačne telefonske številke, kje lahko najdejo zavarovanci oziroma potencialne stranke vse odgovore. Zdaj, omenila sva že kar nekaj telefonskih številk, se pravi 08 81 10 je brezplačna telefonska številka za zdravstvene teme, se pravi za zdravstvena zavarovanja, potem 08 28 28 je telefonska številka za avtomobilsko asistenco, potem je naslednja telefonska številka 08 11 10, bom rekel splošna, pa potem sodelavke usmerijo stranko v pravo smer, lahko pa seveda stranke pridejo na našo poslovno enoto v Mursko Soboto, na Arhitekta Novaka 13, kjer nas najdejo, lahko nas tudi poiščejo preko naših ekskluzivnih agencij, ki jih imamo v Lenartu, v Gornji Radgoni, v Lendavi, na Kobilju, se pravi tudi na Goričkem imamo zastopnika, ki dela za nas, tako da smo prisotni vse posod in rade volje se odzovemo na vsako povpraševanje. Hvala, da ste bili prisotni tudi v našem studiu in seveda, da ste nas vsem obvestili. Hvala tudi vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, da ste bili z nami.